Izšla je knjiga Slovenska znanost, akademska igra ali adut družbenega napredka. Avtorja dr. Franci Demšar in Jasna Kontler-Salamon sta jo predstavila v okviru tedna Univerze na Primorskem. Dr. Franci Demšar je ob tem dogodku izpostavil tudi nekaj izzivov, s katerimi se sooča znanost. Res je, slovenski znanstveniki uživajo velik ugled, rezultati analize kažejo, da smo krepko nad evropskim povprečjem. Zdaj slab verjetno pa je prenos znanja v gospodarstvo, premalo je uspešnih mehanizmov, da bi znanost dejansko vplivala na gospodarski razvoj in na družbo, na razvoj družbe v celoti. Temu bo najbrž potrebno posvetiti velike napore. Jasna Kontler-Salamon pa je izpostavila, zakaj je v znanost premalo vlaganj. Mislim, da tega še politiki ne vedo. Jaz lahko samo domnevam na podlagi dolgoletnih izkušenj. Menim, da ne vlaga prvič zato, ker to ne sodi med tista, lahko bi rekli, nujna področja, kjer bi bile posledice takoj vidne in bi vzbudile takojšnje proteste. Drugi razlog pa je, da je vlaganje v znanost po rezultatu vedno dolgoročno. In očitno politika premore premalo potrpljenja, da bi skozi 2 ali 3 mandate počakala na rezultate, pa tudi, če jih ne bi sama žela s političnimi točkami. Oba imata jasne želje, vizijo in smernice razvoja slovenske znanosti. Ja, želim si znanost, ki bo lahko nadaljevala s svojim delom. Ne želim si znanosti, ki bo samo proizvajala odlične rezultate, ampak tudi tako, ki bo dolgoročno lahko proizvajala odlične rezultate. To pa je možno z večjim vlaganjem v raziskave in razvoj in z večjim povezovanjem znanosti z drugimi deli družbe, da bodo raziskave lahko bolj relevantne. Tako učinkovito, tako uspešno, kot jo imajo tiste države, ki so tudi sicer najbolj uspešne, pa želela bi si seveda znanost, ki bi osrečevala tiste, ki se ji posvečajo, kajti mogoče premalokrat pomislimo na to, da je pot od nadarjenega mladega človeka do izkušenega raziskovalca zelo naporna, plačilo za to pot, če štejemo materialno plačilo, pa bistveno manjše, kot če bi se usmeril na kakšno drugo področje. Znanstvenih biti je torej poslanstvo. Knjiga je šla v izdaji založbe Univerze na Primorskem, podprla pa sta jo Raziskovalni inštitut InnoRenew in Fakulteta za menedžment Univerze na Primorskem.